Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, spoštovani vabljeni. V skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega sveta ugotavljam, da smo sklepčni, prisotnih je 25 državnih svetnic in svetnikov. Zato mi dovolite, da pričnemo 26. izredno sejo Državnega sveta, ki sem jo sklical na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu, prvega odstavka 30., 32. in 75. člena Poslovnika Državnega sveta. Ugotavljam, da so se za današnjo sejo opravičili državni svetniki Dušan Strnad, Matjaž Švagan in državna svetnica Marija Lah. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije Igorja Zorčiča in predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janšo. Na sejo smo povabili dr. Vaska Simonitija, ministra za kulturo k prvi točki dnevnega reda. Sklicem seje ste po elektronski pošti 13.7. prejeli dnevni red, ki se glasi: prva in edina točka, predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o audiovizualnih medijskih storitvah, EPA 1725, pomišljaja Rimska 8. V skladu z drugim odstavkom 75. člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red 26. izredne seje Državnega sveta naslednji. Prva točka, predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o audiovizualnih medijskih storitvah, EPA 1725, pomišljaj Rimska 8. Tako prehajamo na obravnavo prve in edine točke dnevnega reda, predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o audiovizualnih medijskih storitvah. Lepo pozdravljam v dvorani Državnega sveta dr. Ignacijo Fridl-Jarc, državno sekretarko na Ministrstvu za kulturo, generalno direktorico direktorata za medije, gospod Uršulo Menih-Dokl in sekretarja na direktoratu za medije, gospoda Branka Jezovška. Dobrodošli. Spoštovane državne svetnice in svetniki, Državni zbor je zakon sprejel na 24. redni seji 9.7.2021. Po elektronski pošti ste ga prejeli še isti dan, priložen je bil tudi sklicu današnje izredne seje. Sklicem te današnje seje ste 13.7.2021 po elektronski pošti prejeli predlog odložilnega veta Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport. Predlog zahteve Državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport za sprejem odložilnega veta, ste prejeli po elektronski pošti 13.7.2021 s sklicem današnje izredne seje. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve Državnega sveta vložite v pisni obliki. Sedaj pa predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport z zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Vabim predstavnika predlagateljice predloga odložilnega veta, da poda obrazložitev vsebine. Besedo ima državni svetnik Branimir Štrukelj. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik, kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni, spoštovani gostje in gostje ministrstva. Torej, Državni zbor je na 24. redni seji 9. julija sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o audiovizualnih medijskih storitvah. Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport pa je na 39. redni seji 17. junija obravnavala ta predlog zakona, ki ga je vlada predložila v obravnavo Državnemu zboru. Komisija je na podlagi predstavljenih pripomb zainteresiranih deležnikov in razprave članov komisije ter ob ugotovitvi, da ni bila seznanjena z napovedanimi predlogi amandmajev k predlogu zakona, ki naj bi upoštevali nekatere pripombe, predloga zakona ni podprla. Državni svet je 7.7.2021 ni sprejel predloga mnenja, da se ne podpre dopolnjenega predloga zakona, sprejetega na odboru Državnega zbora za kulturo na 14. redni seji
23. junija, ker v dopolnjenem predlogu zakona niso bile upoštevane pripombe zainteresirane javnosti in pristojne komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport. Z zakonom se v slovenski pravni red prenaša direktiva 2018/1808 Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2018. To je direktiva, ki novelira direktivo z leta 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o upravljanju avdiovizualnih medijskih storitev. Glede na spremenjujoče se tržne razmere, seveda, z omenjeno obveznostjo direktiva Evropske unije želi primarno urediti nevzdržen položaj evropskih ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo v primerjavi z večjimi ponudniki izven držav članic, kot je na primer Netflix, zaradi česar se je v praksi uveljavil tudi izraz tako imenovani Netflix tax. Osnovna ambicija je bila, da se izenačijo pogoji evropskih in zunanjih ponudnikov. Torej, to se ne nanaša na klasične linearne ponudnike oziroma televizijske programe, torej tam, kjer vi gledate tisto, kar vam predvajajo, ampak na tiste, kjer naročite nekaj na zahtevo. Evropski ponudniki so zavezani tako plačevanju davkov v EU, kot pri izpolnjevanju programskih obveznosti, zlasti kvot evropske produkcije, ki jih zagotavljajo v svojem katalogu audiovizualnih vsebin, medtem ko za ponudnike izven območja EU do sprememb direktive EU niso veljale nobene programske in druge obveznosti. Zato je direktiva EU zavezala države članice, da ponudnikom audiovizualnih medijskih storitev na zahtevo določijo obveznost zagotavljanja najmanj 30% deleža evropskih del v svojih katalogih, prav tako pa uvedla podlago za finančne prispevke tudi ponudnikom izven svoje države, če take obveznosti veljajo tudi za ponudnike registrirane v državi članici. Kot primer, če je audiovizualna medijska storitev Netflix na voljo v posamezni državi članici EU, mora ta ponudnik prav tako zagotavljati enak obseg kvot evropske produkcije, kot to velja za ponudnike v državi članici. Zakon v 18. členu določa obveznost prispevka za razvoj evropskih audiovizualnih del, pri čemer so kot zavezanci določeni vsi ponudniki audiovizualnih del, ne le ponudniki na zahtevo, kot je primarni namen direktive EU. Tukaj je že ena od pomembnih razlik med tistim, kar reče direktiva, in tem, kar opredeljuje zakon. Pri nas so vsi, tudi linearni ponudniki, zavezani k temu prispevku. Audiovizualne medijske storitve so generičen pojem, med katere sodi poleg audiovizualnih medijskih storitev na zahtevo tudi klasična linearna televizija. Že v preambuli direktive EU je v 37. točki navedeno, da izdajatelji televizijskih programov trenutno vlagajo več v evropska audiovizualna dela, kot pa ponudniki audiovizualnih medijskih storitev na zahtevo. Zato spremenjena direktiva EU ne uvaja novih programskih ali drugih obveznosti izdajateljem televizijskih programov, pač pa le ponudnikom audiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, najmanj 30% delež evropskih audiovizualnih del v katalogu. Tako klasična linearna televizija po spremenjeni direktivi EU sploh ni predmet spreminjanja oziroma novih obveznosti. Na kratko, tako imenovani Netflix tax ali
davek na Netflix izključno pomeni izenačitev pogojev poslovanja evropskih ponudnikov audiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in tistih, ki imajo sedež izven EU, prihodke pa ustvarjajo v članicah EU. Direktiva EU bi se glede obveznosti kvot evropske produkcije morala implementirati izključno na ponudnike audiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, pri čemer pa se kot finančna obveznost prispevek v sklad določi le v tistem delu oziroma za tiste ponudnike, ki evropskih kvot ne zagotavljajo in jih ne zagotavljajo v predpisanem ali jih ne zagotavljajo v predpisanem deležu. Tako bi se pri določitvi morebitne finančne obveznosti ponudnikov audiovizualnih medijskih storitev na zahtevo moral upoštevati obseg kataloga evropskih audiovizualnih del, ki ga ponudnik zagotavlja in njegove že siceršnje vložke v evropsko produkcijo audiovizualnih del, kar je sicer v osnovi tudi naš zakon imel, pa je potem iz neznanih razlogov bilo odstranjeno. Predlog zakona je v prvi inačici to logično rešitev že upošteval, saj je določal, da se kot prispevek upoštevajo neposredna vlaganja v razvoj scenarija, v snemanje evropskega audiovizualnega dela, neposredna vlaganja v obnovo ali restauracijo starejših evropskih audiovizualnih del v skladu z prednostnim seznamom, potrjenim strani ministrstva pristojnega za kulturo in nakup licenčnih pravic za evropska audiovizualna dela. To bi bila primerna in z direktivo skladna rešitev, pri čemer bi se morala obveznost prispevka v sklad za evropsko audiovizualno produkcijo nanašati izključno na ponudnike audiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, torej ne tudi na klasične televizijske programe. Tako bi se uveljavil namen, ki ga zasleduje direktiva EU, da se torej ponudnikom, ki ne dosegajo primernih kvot evropske produkcije v svojem katalogu, naloži plačilo finančnih obveznosti. Ocenjuje se, da sprejeta zakonska rešitev ne sledi temu namenu, saj bi bili enako obdavčeni ponudniki, enako obdavčeni v narekovaju, seveda, ki evropsko produkcijo audiovizualnih del ponujajo v manjšem obsegu ali pa sploh ne, in slovenska audiovizualna produkcija, ki v nekaterih primerih v katalogu zagotavlja kar 62% evropskih in 17% slovenskih audiovizualnih del, med njimi ni nobene razlike, ali kaj ponujaš ali nič, prispevek je enak. Nova zakonska ureditev pomeni le dodatno nesorazmerno obdavčitev slovenskih izdajateljev in ponudnikov audiovizualnih medijskih storitev, kar pomeni diskriminatorno oziroma neenako obravnavo. Podobno dodatno obdavčitev z namenom financiranja v domnevnem javnem interesu je določal že zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije, ki je Ustavno sodišče Republike Slovenije kot protiustavno razveljavilo. Sprejeti zakon pomeni le nesorazmerno 6% prikrito obdavčitev slovenskih izdajateljev in ponudnikov audiovizualnih storitev, ker jih postavlja v podrejen položaj v primerjavi s tujimi ponudniki audiovizualnih storitev, ki na slovenskem trgu le pridobivajo prihodke, v audiovizualno produkcijo pa ne vlagajo ničesar. Zakon prav tako nedosledno oziroma nejasno opredeljuje prispevek za razvoj evropskih audiovizualnih del, in sicer ali so osnova za določitev prispevkov vsi prihodki od audiovizualnih medijskih storitev ali samo od audiovizualnih medijskih storitev in naročnin ter oglaševanj. Izpostavlja se tudi pomanjkljiva opredelitev sklada za evropsko audiovizualno produkcijo, ki se bo financiral s prispevkom za razvoj evropskih audiovizualnih in bo z njim opravljalo ministrstvo pristojno za kulturo, pri čemer kriteriji niso znani. V zakonu namreč ni opredeljenih kriterijev za uporabo teh sredstev oziroma je to prepuščeno podzakonskim aktom oziroma pristojnosti ministrstva in ministra.
Direktivo Evropske unije bi bilo treba ustrezno implementirati v slovenski pravni red, upoštevajoč slovensko nacionalno posebnost, identiteto, slovenski jezik in pa majhnost slovenskega tako kulturnega kot gospodarskega trga oziroma realnih možnosti in pogojev za slovensko audiovizualno produkcijo. Opozarja se tudi na problematiko glede pretiranega oglaševanja, tako glede deleža pri samem predvajanju audiovizualnih del kot deleža, ki ga slovenskim zasedajo tuji oglaševalci in nesorazmernost ponudbe med tujo in slovensko produkcijo. Zavzeli so se za tako imenovano pozitivno diskriminacijo člani komisije, namreč glede obdavčanja slovenskih audiovizualnih del oziroma za podporo ustvarjanju in predvajanju slovenske audiovizualne produkcije in za zaščito slovenskega jezika. To so argumenti komisije, s katero predlaga ponovno razmislek o zakonu. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavniku predlagateljev odložilnega veta, državnemu svetniku Branimirju Štruklu. Ali želijo besedo predstavniki Ministrstva za kulturo? Da, izvolite, besedo ima dr. Ignacija Fridl-Jarc, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo. Spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Kovšca, spoštovani svetnice, spoštovani svetniki. Kot veste, je Ministrstvo za kulturo tisto, ki je bilo pristojno za prenos evropske direktive v slovenski pravni red. Kot je že bilo navedeno, gre za direktivo, ki je bila sprejeta v Evropskem parlamentu pod številko 2018/1808 in v svetu z dne 14. novembra 2018. Torej je veljavnost te direktive stopila je v veljavo pred nastopom mandata sedanjega vodstva na Ministrstvu za kulturo, vendar moramo izrecno poudariti, da se do nastopa mandata dr. Vaska Simonitija na sami implementaciji direktive ni naredilo nič in seveda smo nemudoma po prevzemu funkcij sprožili postopke za pripravo gradiva in implementacijo, torej prenos evropske direktive v slovenski pravni red. Prav tako je znano, da smo ne samo, da smo se postopka lotili takoj, ker se pač prejšnja vlada s tem ni ukvarjala, ampak da smo opravili tudi vse predpisane redne demokratične postopke za sprejemanje zakonodajnih aktov, tudi dvomesečno javno razpravo. Zakon je vlada v Državni zbor poslala s predlogom po rednem postopku, bil je obravnavan v 3 branjih in sprejet s 46 glasovi za in 28 proti. Posebej bi želeli poudariti, da v primeru sprejetja veta seveda grozi, da bo Republika Slovenija zaradi nepravočasnega prenosa evropske direktive, ki ni seveda posledica dela sedanjega vodstva, kot sem uvodoma poudarila, prejela tudi kazen v višini 700 000 evrov. Prav tako pa bi želeli poudariti, da so razne gospodarske družbe, pobudniki proti zakonu poskušali intenzivno lobirati za svoje parcialne interese. Ministrstvo za kulturo pa je predlog samega prenosa direktive in pa tudi sklad, ki naj bi ga ta uvajal, torej ta sklad za evropska audiovizualna dela, oblikovalo v skladu z javnim interesom v kulturi, z namenom spodbujanja produkcije slovenskih zlasti audiovizualnih del in v skladu z določbami EU direktive in javno finančnimi predpisi, potrjenimi strani Ministrstva za finance. V zvezi z
vetom, ne bom povzemala celotnega besedila, seveda zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o audiovizualnih medijskih storitvah, ker je danes predmet veta predvsem novi 16.a člen, poudarjamo sledeče, da ne držijo navedbe ProPlusa v predlogu veta in tudi stališča, ki so bila predstavljena strani predsednika Komisije za kulturo, izobraževanje in šport pri Državnem svetu gospoda Štrukla, da je Ministrstvo za kulturo napačno preneslo določbo direktive, ker bi se morala v duhu direktive obveznost plačila prispevka nanašati le na tuje ponudnike audiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, kot so Netflix in podobni, ne pa tudi na slovenske ponudnike. Podajamo naslednji odgovor. Določba novega 16.a člena zakona, ki nalaga plačilo letnega prispevka za razvoj evropskih audiovizualnih del v višini 6% bruto letnega prihodka ustvarjenega v Republiki Sloveniji, so v proračunski sklad dolžni plačati prvič ponudniki audiovizualnih medijskih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji in drugič, torej ne gre za kakršnokoli diskriminatornost, ponudniki audiovizualnih medijskih storitev iz drugih držav, nad katerimi Republika Slovenija nima jurisdikcije, vendar so njihove storitve ciljno usmerjene na ozemlje Republike Slovenije. Prav tako, če pogledamo pravno podlago v evropski direktivi, na katero se ta člen nanaša, izrecno določa sledeče. Poudarjamo, kadar države, navajam, kadar države članice od ponudnikov medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo, torej v Republiki Sloveniji konkretno, zahtevajo, da finančno prispevajo k produkciji evropskih del, vključno z neposredno naložbo v vsebino in prispevke v nacionalne sklade, lahko, torej samo pod tem pogojem lahko, take finančne prispevke zahtevajo tudi od ponudnikov medijskih storitev, katerih ciljno občinstvo je na njihovem ozemlju, sedež pa imajo v drugih državah članicah, pri čemer morajo biti ti prispevki sorazmerni in nediskriminatorni. Tudi zato smo na pobudo, da bi se dodal pogoj na zahtevo, se seveda obrnili na zakonodajno-pravno službo Državnega zbora, ki je izrecno poudarila, da bi v primeru, če bi torej aplicirali ta 6% prispevek v sklad samo na tiste subjekte, ki ne delujejo v Sloveniji na zahtevo, da bi bil tak prenos neustrezen in pravno nepravilen, predvsem pa diskriminatoren do nekaterih subjektov oziroma gospodarskih družb. Tako da smo tudi glede tega pridobili pravno strokovno mnenje. Prav tako moramo poudariti, kot sem citirala, da zadevna določba direktive na tem mestu ne govori torej zgolj o ponudnikih medijskih storitev na zahtevo, kot je primer pri drugih določbah direktive, ki urejajo res zgolj storitve na zahtevo, ampak govori o vseh ponudnikih medijskih storitev. Torej se zadevna določba evropske direktive ne nanaša zgolj na storitve na zahtevo in tako je tudi prenešena v slovenski pravni red. Prav tako omenjena določba direktive jasno določa, da se lahko finančni prispevki uvedejo za tuje ponudnike medijskih storitev zgolj ob predpogoju, da so takšni finančni prispevki določeni tudi za domače ponudnike medijskih storitev. Trditev nasprotnikov zakona, da direktiva nalaga obveznost plačila finančnih prispevkov le za storitve na zahtevo in le za tuje ponudnike,
torej nima podlage v določbah Evropske direktive. Ne glede na navedeno, pa bi predlagana rešitev, po kateri bi plačilo finančnega prispevka zadevalo le ponudnike AV storitev na zahtevo, ne pa preostalih, povzročil izrazito neenakost na trgu, kot je ugotovila tudi pravna služba Državnega zbora. Oboji namreč ponujajo isto storitev in se potegujejo za isto občinstvo in iste prihodke, zato bi bilo nepravično in v nasprotju z načelom enakosti, da prispevek plačujejo le tisti ponudniki, ki svoje vsebine ponujajo na zahtevo. Poleg tega velja poudariti, da z ustanovitvijo sklada rešujemo ravno oziroma krepimo ravno možnost, da se bo krepila tudi slovenska audiovizualna produkcija, saj se bo do sredstva, ki se bodo zbrala, prenašala v namene za slovensko audiovizualno produkcijo. In če seveda ne bi v tem primeru, če bi se direktiva nanašala samo na subjekte na zahtevo, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, bi se zbral tudi občutno manjši obseg sredstev in se postavlja seveda vprašanje, ali bi takšen sklad potem sploh imel smisel. Prav tako menimo, da predlagana rešitev, po kateri bi se lahko namesto neposrednega plačila letnega prispevka zakonska obveznost izpolnila tudi na alternativen način, torej na način neposrednih vlaganj v produkcijo evropskih audiovizualnih del in licenčnih pravic za evropska audiovizualna dela, ni najbolj optimalna, ravno zaradi tega vidika slovenskih audiovizualnih del. Ob dejstvu, da se za ponudnike audiovizualnih medijskih storitev, tako domačih kot iz drugih držav, že predpisane relativno visoke letne kvote evropskih audiovizualnih del, recimo za televizijske programe so kvote že 50%, za storitve na zahtevo pa po novem 30%. Pri taki rešitvi ne bi bilo možno realno pričakovati, da bi prišlo do kakšnih občutnih vplačil v sklad za AV produkcijo. Obstaja velika verjetnost, da bi tuji ponudniki z lahkoto dokazali, da so v evropska dela kjerkoli, torej znotraj EU, nikakor pa samo v RS, investirali znesek v predpisanem odstotku letnega prometa in posledično spet ne bi rabili plačevati v sklad. Do tega bi zagotovo prišlo pri največjih svetovnih ponudnikih AV vsebin, ki... Se obračujem, državne svetnice in svetniki, lepo prosim. Če se želite kaj pogovoriti, lahko stopite tudi skozi vrata, se pogovorite od zunaj, ampak res je moteče za nekoga, ki izvaja, da mu kradete čas in koncentracijo. Hvala. Hvala lepa. Torej, tile predstavniki bi z lahkoto dokazali kot Netflix, HBO in drugi, da vlagajo precejšnja sredstva v produkcijo evropskih AV del v drugih državah. Domačim ponudnikom, ki v primerjavi z digitalnimi velikani načeloma ne vlagajo ogromnih sredstev v produkcijo evropskih AV del in nastopajo večinoma na slovenskem trgu, pa bi dejansko ostalo na voljo zgolj možnost, da obveznosti izpolnijo z vplačilom v sklad. Tako da je rešitev, ki je bila predlagana oziroma ki je v zakonu, bila pač premišljena in vnešena tudi na osnovi tega premisleka. Rada bi poudarila še nekaj glede prejetih pripomb. Opozorjeni smo bili, da je nedosledno in nejasno opredeljen prispevek za razvoj evropskih audiovizualnih del. In sicer ali so osnova za določitev prispevka vsi prihodki od audiovizualnih medijskih storitev ali samo od audiovizualnih medijskih storitev in naročnin ter oglaševanj. Prav tako je bila izpostavljena pripomba, da z uvedbo sklada za evropsko audiovizualno produkcijo ni opredeljenih kriterijev za porabo teh sredstev in je to prepuščeno presoji ministrstva, kar bi lahko povzročilo pritisk na neodvisnost medijev.
Nadalje smo prejeli pripombo, da seveda, kot smo že uvodoma izpostavila, da gre za neenako obravnavo med ponudniki audiovizualnih medijskih storitev, med tistimi sedežem v Sloveniji in tujimi ponudniki, ki tržijo storitve v slovenskem jeziku, ali pa tistimi tujimi ponudniki, ki slednje tržijo v tujem jeziku. Zato mi dovolite, da podamo odgovore tudi glede teh pripomb. V 6. odstavku novega 16.a člena zakona je jasno določeno, kateri prihodki štejejo v osnovo za obračun prispevka. In sicer so to, prihodki od prodaje audiovizualnih medijskih storitev ter od naročnin in oglaševanja, ki jih je v Republiki Sloveniji ustvaril ponudnik audiovizualne medijske storitve brez vključenega DDV. Med prihodke ponudnika audiovizualne medijske storitve štejejo tudi prihodki povezanih oseb, pri katerih ponudniki audiovizualnih medijskih storitev izvajajo trženje. Od zneska, ki ga je ponudnik zavezan prispevati v sklad iz 16.b člena tega zakona, se, poudarjamo, odšteje davek na dobiček, ki ga je za posamezno leto ponudnik audiovizualnih medijskih storitev plačal v Republiki Sloveniji. Torej, to so tisti, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Kriteriji za uporabo sredstev iz sklada za evropsko audiovizualno produkcijo so prav tako določeni, in sicer v 4. odstavku novega 16.b člena, ki določa, da se lahko sredstva namenijo, za spodbujanje ustvarjalnosti na filmskem in audiovizualnem področju, ustvarjanje ustreznih pogojev za filmsko, audiovizualno in kinematografsko dejavnost ter za razvoj in izobraževanje v zvezi s filmsko in audiovizualno dejavnostjo. Prav tako je razumljivo, zakaj je lahko pristojni nosilec sklada samo Ministrstvo za kulturo. V 1. odstavku novega 16.b člena je določeno, da se sklad ustanovi v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Zakon o javnih financah pa v 56. členu določa, da se proračunski sklad ustanovi s posebnim zakonom, mednarodno pogodbo ali odlokom občine, ki mora določati namen proračunskega sklada, čas, za katerega je proračunski sklad ustanovljen, in ministrstvo, ki je pristojno za upravljanje proračunskega sklada in za razpolaganje s temi sredstvi. Oziroma, da mora določati tudi vire financiranja proračunskega sklada. Torej, ureditev ustanovitve predmetnega sklada je povsem v soglasju v skladu s področno zakonodajo, kar je v medresorskem usklajevanju potrdilo tudi Ministrstvo za finance. Ureditev v zakonu ne vzpostavlja nobene neenake obravnave med ponudniki AV medijskih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji in tujimi, ki tržijo storitve v slovenskem jeziku, ali tujimi, ki slednje tržijo v tujem jeziku. Predlagana ureditev izenačuje domače in tuje ponudnike, kakor zahteva Evropska direktiva, in sicer glede obveznosti plačila prispevkov. Pri tem zakon za določitev tujih ponudnikov, ki so dolžni vplačevati v sklad, določa 3 alternativne pogoje ali kriterije. In sicer, da prvič razširjajo audiovizualna komercialna sporočila, namenjena gledalcem Republike Slovenije, ali da so storitve programov in oglaševanja ter drugih promocijskih dejavnosti vključno s podnaslavljanjem in sinhronizacijo v slovenščini, ali, možen tretji kriterij, da število naročnikov v Republiki Sloveniji presega 1000. Jaz se opravičujem, čas je potekel. Ja, prosil, če zaključite, sicer boste imeli možnost besede še enkrat po razpravi državnih svetnikov. Hvala lepa, sem tudi jaz zaključila, tako da še enkrat bi radi samo poudarili, da gre za prenos evropske direktive, torej smo zavezani nekim evropskim predpisom in pravnemu redu in zato ni možno konkretno s tem predlogom zakona oziroma zakonom reševati
konkretno slovenske nacionalne audiovizualne produkcije in to rešujejo področni zakoni. Hvala lepa. Zahvaljujem se dr. Ignaciji Fridl Jarc, državni sekretarki Ministrstvo za kulturo. Odpiram razpravo za predstavnike interesnih skupin. Prejel sem stališče interesne skupine lokalnih interesov. Želite predstaviti stališče? Izvolite. Besedo ima državni svetnik Milan Ozimič, vodja interesne skupine lokalnih interesov. Hvala za besedo. Torej, interesna skupina je predlog odložilnega veta na temo te spremembe zakona obravnavala v sklopu priprave na sejo. Seveda ni imela tako obširnih informacij v zvezi z tem, kot so bile zdaj tukaj podane, ampak kljub temu interesna skupina ne podpira odložilnega veta. Iz te obrazlage je pa seveda odločitvi je prispevalo tudi nekakšno večinsko razumevanje predstavnikov lokalnih interesov, da gre tu za urejanje nečesa drugega kot pa položaja naših ponudnikov teh storitev na domačem trgu in tukaj njihovih komercialnih ugodnosti, bonitet ali kakorkoli bi že imenovali, ki bi jih ta zakon ne določal ali pa premalo zakon določal. Torej, interesna skupina lokalnih interesov ne podpira predlaganega veta. Zahvaljujem se predstavniku interesne skupine lokalnih interesov. Želi razpravljati še kakšen predstavnik interesnih skupin? Da. Branimir Štrukelj, interesna skupina delodajalcev. Delojemalcev. Se opravičujem za ta katastrofalni zdrs. Hvala lepa, predsednik. Najslabši je pravzaprav izraz delojemalci, ker delavci nikoli ne jemljajo dela, ampak ga jo dajejo. V ZDR-ju je sicer čisto dober izraz, to so delavci in delavke, zato je ta malce iz nemščine preveden nerodno. Zdaj, najprej, kar se tiče naše interesne skupine, seveda veto podpira. Tukaj je kar nekaj razlogov, namreč ne drži osnovna trditev, da so v tem našem zakonu, ki ni implementacija te direktive, ampak je implementacija pravzaprav nekih drugih interesov, je pa seveda direktiva izgovor, ker ji ne sledi. Prvič je tisti sklad je opcija, ni nujnost, drugič pa se definitivno nanaša zgolj na ponudnike, ki storitve ponujajo na zahtevo. Ampak da bomo razumeli, zakaj naši domači ponudniki in tuji niso v enakem položaju, kar je trdila državna sekretarka, mimogrede moram reči, da ko je mi pripisala, da sem rekel, da se nanaša le na tuje ponudnike, to seveda nisem rekel. Jaz sem rekel, da se direktiva nanaša zgolj na ponudnike na zahtevo, ne pa tudi na linearno televizijo, tako da je v tem primeru državna sekretarka polemizirala sama s seboj, ne pa z mano. Torej, kje je razlika? Domači ponudniki vlagajo v domačo produkcijo v slovenskem jeziku in zato vlagajo v to, medtem ko tuji ne vlagajo nič. In seveda od teh zahtevati enako, bom rekel, dajatev, enak prispevek, kjer se še krepi zlasti tudi jasno lokalni slovenski jezik, je pač nekorektno. Tukaj gre za različne položaje, ne za enak položaj. Za enake položaje rešujemo enako, različne položaje rešujemo različno. V pripravah na ta zakon je to bilo upoštevano. Upoštevani so bili vložki domačih ponudnikov, recimo tisti, ki imajo domačo produkcijo,
v domačo audiovizualno produkcijo in so se odštevali, torej so bili že noter vključeni. To je potem izginilo. Ne samo to, iz 2% se je potem povečalo na 6%, ne, potrojila se je ta zahteva že v parlamentarnem postopku, kar seveda govori, da diskriminiramo domače ponudnike, ne da so v enakem položaju. Naj navedem zato francoski primer, ki seveda dela razlike med domačimi in tujimi ponudniki in ima 3 različne stopnje, po katerih se prispevajo te prispevke. In seveda, kot veste, so Francozi veliki borci za ohranitev francoskega jezika in te stvari tudi tako počnejo. Pri nas se pa kar naenkrat na tej točki govori o neki neenakosti na trgu, ki je ni seveda, ne, ker imajo strošek te domači, ali pa če hočete investirajo v domačo produkcijo, medtem ko recimo Netflix ne investira nič. Če greste gledati Netflixove filme, boste videli, da tudi podnaslovljeni niso. In zdaj me sprašujem še, kako bo Slovenija od Netflixa izterjala to dajatev. Kako? Na seji komisije je tudi predstavnik Ministrstva za kulturo eksplicitno priznal, da tega ne vedo, kako bojo naredili. A si predstavljate, da bi Netflix slovenskim davčnim organom dal svoje knjige na razpolago, po katerem bo razvidno, koliko so zaslužili na slovenskem trgu? Bodite smešni. No. Tega ne bo. Ne? In na koncu bodo samo domači prispevali v ta sklad, ki že itak investirajo v domačo produkcijo, in bodo potem pa ministrstvo, ki pa ne postavlja nobenih pogojev, kako bodo ta sredstva deljena, ampak jih prepušča podzakonskim aktom, pa potem delali podobne stvari, ki so jih že počeli. Enim vzeli, pa drugim dali, kar se tiče medijske produkcije. Sej po domače veste, da se temu v pogovornem jeziku reče pop davek, torej davek na pop TV. Še ena stvar je, v francoskem predlogu, tukaj imam seveda, smo se toliko potrudili, je v zakonu eksplicitno navedeno, zakaj bodo šla ta sredstva. In je recimo v deležu omenjeno, koliko bo šlo za neodvisno avtonomno domačo produkcijo tega, kar se bo zbralo. Vse to bo ministrstvo lahko delalo, kakor bo pač želelo. In še nekaj je, da oboji naslavljajo isto občinstvo. Kako se bo recimo Discovery, ki ima prevode v slovenščino, ali pa recimo tudi Fox v nekaterih delih, komu boste probali naložiti ta davek, recimo, da bi po kakšni čudežni logiki lahko uspeli, ja, kako se ga bo lotil? Preprosto ne bo več podnaslavljal v slovenščino teh stvari, pa bo na koncu slovenski gledalec, gledalka bo na koncu osiromašen, kar se tega tiče. Zato bi bilo potrebno te dele absolutno popraviti, zato da ne bi situacijo na tem majhnem trgu, ki je itak za domače ponudnike zahtevna, še zaostrili. Pa ne gre samo za ponudnike vsebin, tukaj so se tudi vsi te kabelski operaterji pridružili temu in tudi Društvo novinarjev Slovenije, ki je opozorilo na neenak položaj domačih in tujih ponudnikov. Še nekaj, 6% davek je v resnici bolj diši na kaznovanje kot na kaj drugega, kjer je bistveno večji, kot je to v drugih evropskih državah. Pa še nekaj, kar je gospa Fridlova na začetku na nek način nas opozorila, da Sloveniji grozi kazen, če te direktive ne bomo implementirali. Do zdaj so to direktivo implementirale 3 evropske države. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavniku interesne skupine delojemalcev.
Ali želi razpravljati še kakšen predstavnik interesnih skupin? Ugotavljam, da ne, in odpiram razpravo z državne svetnice in svetnike. Želi razpravljati? Da. Igor Antauer, izvolite, imate besedo. Predsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav, kolegice, državne svetnice, državni svetniki, gostje. Moram reči, da je razprava zelo zanimiva. Moram reči, da sem imel tak nenavaden občutek, da je tudi zelo politična. Jaz nisem strokovnjak na tem področju. Bral sem obrazložitev, poslušal sem danes odgovor, pa hkrati, glede na to, da je bilo nekajkrat govora o popu ali o proplusu, pa nisem zastopnik gospodarske zbornice, to je gospod Korenšček, zelo natančno prebral en dopis včerajšnji Združenja za informatiko in telekomunikacije pri gospodarski zbornici Slovenije. Tam piše, da so člani spodaj A1, Telekom, Telema, Hotmob, T2, kar pomeni, da tle ne vidim ne proplusa, ne ostalega. Ta dopis je zelo razčlenjen. Ta dopis opozarja na zelo podoben način, kot je bil predlog Komisije za kulturo. Glejte, jaz sem poskušal svojo gospodarsko pamet spraviti v to in sem prišel res do enega podatka. Moram reči, da mi je žal pravzaprav, da do tega sploh prišlo iz enega preprostega razloga, ker se je očitno to spremenilo skozi razpravo v državnem zboru. In intenca zakona je verjetno dobra, ampak se bojim, da pa nekaj rešitev je takih, ki bo res povzročilo probleme. Zelo narobe bo, če bo tisti, ki bo delal v slovensko produkcijo ali pa koprodukcijo, ki je tudi evropska produkcija, vplačeval davek za celoten znesek tudi za to, kar je vlagal, zato da bo zelo čudno, gospodarsko gledano, potem, ko bo to iz sklada razdeljeno, financiral konkurenco. To je tisti razlog in jaz moram reči, da zelo nerad dvigujem roke za veto, če gre za en vprašljiv člen, ampak to zgodbo obravnavamo že dolgo časa, ker preprosto nimamo možnosti dati veto samo na določen člen. In to je zelo škoda. Tisto četrto branje očitno ni v interesu vlade, očitno ne v državnega zbora in potem se zgodi, da pravzaprav rušimo kompleten zakon zaradi enega člena. Ampak tako pač je. In ker smo mi prostor drugega razmisleka, ki nalaga nekomu, da še enkrat razmisli, ali je taka rešitev prava ali ne, je seveda po mojem osebnem stališču potreben še ponovno razmislek glede na vse pomisleke, ki so bili dani. Z vsem spoštovanjem do argumentov, ki jih je predstavila gospa državna sekretarka, čeprav moram reči, me prav nič ne briga, kdo je bil na oblasti takrat, kaj je bil na oblasti, kdaj je to prišlo, to ni moj problem. To je stvar volilnega telesa, to je stvar volilne une. In groženj okrog kazni ne mi dajati, ker smo jih plačali nekaj milijard, pa ne zato, ker je bil problem v tem državnem svetu, ampak zato, ker je bila državna uprava nesposobna zadeve speljati okoli. Ampak na to mi ni treba odgovarjati, to pač je in gospa državna sekretarka verjetno zato ni kriva, da smo jih plačevali. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Igorju Antauerju. Želi razpravljati še kdo izmed svetnic in svetnikov? Da, k razpravi se je prijavil državni svetnik Dejan Crnek. Izvolite, imate besedo. Spoštovani predsednik, gosti, kolegice, kolegi, hvala lepa. Jaz sem že na prejšnjem našem seji povedal nekaj stvari, pa bi jih danes rekel še enkrat. Vsebinsko smo slišali, kaj je namen današnjega veta, lahko pa rečem, da je namen tudi še en drug. Na zadnjem seji je tudi naš predsednik komentiral, da pač tako je, da v državni svet dobivamo zakone, ki niso dokončni, preden grejo v državni zbor, dajemo na njih pripombe, potem po državni zbor pridejo pač malo drugačni, kakor smo jih mi sprejeli. Dejal je tudi, če se prav spomnim, da edina možnost, da to povemo, je to skozi veto. Zato mislim, da to danes ta veto je.
Namreč, kot je predsednik Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport lepo povedal, kronološko, kako so si sledile naše seje obravnave tega zakona. Lahko povem, da je že na prvi naši seji bila izredno kvalitetna seja, kjer je bilo veliko udeležencev, ki so kvalitetno razpravljali na spoštljiv način, argumentirano povedali, kaj je tisto, kar in lahko rečem, da je neka bolečina v tem, da pač ministrstvo nič od tega ni upoštevalo. Zdi se, kot da neka ta aroganca, neka nespoštljivost do vseh, ki o tem se pogovarjamo, ki govorimo o tem, kot da so neki drugi interesi zadaj in potem je tudi to eden od razlogov, da pride do zahteve po vetu, kjer lahko to še enkrat povemo. In bi res želel, da je to tudi današnji veto en napotek, ker se ne morem strinjati s tem, da naj tako kar ostane, da bojo spet prihajali zakoni, ki so nedorečeni do komisij, do državnega sveta, ki v njih razglablja, ampak naj se to upošteva in naj pridejo zakoni takšni, kakšni bo šli tudi naprej. Zato tudi bom seveda podprl današnji veto in upam, da bo to tudi šola za naprej, tudi za ostale predlagatelje zakonov. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Dejanu Crniku. Želi razpravljati še kdo izmed svetnic in svetnikov? V besedi se je prijavil državni svetnik dr. Matjaž Gams. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gostje, vsem lep pozdrav. Današnja debata in zakon in način našega dela v državnem svetu sta zelo zanimivi in pomembni in z veseljem se udeležujem teh razprav in pač tudi svoje argumente skušam razložiti. Prvo vprašanje je odnos do Evropske unije. Kaj je zdaj Evropska unija? Nekako skupnost enakopravnih držav, kjer je Slovenija enakopravna, kjer dobivamo od Evropske unije dobre napotke, dobre ideje in jih realiziramo na tak način, da so za nas koristne. Tako bi človek razumel. Ali pa je mogoče Evropska unija nek tiran, ki nam ukazuje, kaj moramo delati in potem se moramo kot pijanc plota tega držati. Če gledam, kako je sedaj delovalo to, je Evropska unija dala glavno samo zelo dobre pripombe. In večina teh pripomb, ki jih dobimo Evropske unije, si samo želimo, ampak skaže se pa, da jih potem tipično slabo realiziramo. Se pravičujem, ampak tisto, kar mi naredimo, je dodatno birokratizacija, kompliciranje, bolj papež kot papeža, in potem te uradniki imajo ogromno dela, pridno delajo noč in dan, ampak delajo nesmotrne stvari. In tle se zdi, da se zgodba ponavlja, tudi tu smo imeli neko dobro idejo, da bi pač te tuje ponudnike obdavčili, izvedba je pa taka, da nočem biti nekulturen, pa ne povem, kaj res mislim. Torej, da se obdavči te tuje ponudnike, je seveda dobra ideja, zato ker oni samo vlečejo denar od nas, pa nič ne vlagajo k nam. To je primerjava, ki sem jo dal že na komisiji, če mi pride neka tajka zmasirati recimo na dom in moram plačati in ona plača od tega davke, tu v Sloveniji. Če pa dobim to kulturo, to isto storitev spletno, samo mogoče ni fizična, pa ne plača nobenih davkov in takih stvari ogromno. In desetletja učimo in govorimo o tem, da je to treba urediti in zdaj se je končno ta klima spremenila in se ureja in ta ponudba oziroma ta možnost, da to spremenimo, je res odlična, da jo tudi pametno realiziramo. In ne strinjam se s tem, da se tega ne da narediti, ne s kolegom Branimirjem Štrukljem, ne s predstavnikom. Treba je biti samo spreten in pameten in odločen, samo to. Lahko vam povemo, če ne veste, lahko vprašate in vam povemo, katere so strokovne variante take in drugačne, da se to realizira. Rekel bi tudi, da predlagatelji, se pravi ministrstvo, da je skušalo slediti te ideji in da je tista prvotna varianta, to je tudi drugi so povedali, je bila kar v redu. Ampak potem se je tekom teh političnih iger, ki se dogajajo pač v politiki, to je normalni sestavni del politike, je žal spet prišlo do neke čudne variante, ki jo pa zdaj seveda zagovorniki morajo po uradni dolžnosti zagovarjati in zdaj zagovarjajo slabo varianto zakona. Tako jaz razumem dogajanje, mi boste pa pojasnili, če so vse te informacije, ki smo jih do sedaj dobili, ne držijo.
Prav, kakšen bi bil pa dober zakon? Zelo preprosto. Zelo preprosto. Narediti tak zakon, da bo za slovenske ponudnike, recimo male televizije ali pa RTV Slovenija, toliko olajšav, kot je dodatnega davka. In tako plačajo davke samo tisti, ki pridejo k nam samo pokasirati. Kaj je tle težko razumeti? Pač to treba napisati besedilo, ne, in tako izračunati, da pride ravno to tako, in je povsem v skladu z navodili Evropske unije in je koristno za Slovenijo. Zdaj to, kot so tudi kolegi prej, pa kolega Antavor upozorili, ne, če bi imel državni svet možnost vplivanja na kakšen člen, bi tisti člen popravili, bi imeli boljši zakon, boljši za Slovenijo in bi to naš državni svet svojo vlogo še bolje lahko realiziral, kot mi smo del te argumentirano demokratičnega načina dela. Ne. Zdaj pa žal je tako, kot je in seveda lahko samo podpremo veto ali pa ne. In to je pravzaprav smisel tega dela, ki ga vse na tak čuden način ga lahko vseeno naredimo in tudi če je veto, lahko predlagatelji te pripombe relativno hitro ugradijo in imajo novo verzijo zakona, ki bo pa potem sprejeta in bo boljša za Slovenijo kot to, kar imate zdaj. Nisem strokovnjak za to področje, ampak so mi drugi, toliko informacije bilo z raznih virov, da sem prepričan, da se da zakon izboljšati. Glejte, z te govornice, ko smo imeli zakon o vodah in referendum takrat in veto, ne, sem povedal gospodu ministru, točno sem ga pogledal, sem rekel, iskreno vam pogledam v oči in vam povem, da je za vas bolje, da podprete veto. Zato, da ne bo potem stvar šla na referendum in bo padla. In žal tisti glas razuma takrat gospodu ministru ni segel do srca, pa mogoče kakšnemu državnemu svetu tudi, a ne. In ampak, gledajte, ni treba biti Nostradamus, da te stvari ugotovite in vidite. Ne? In to, da državni svet tukaj upravlja svojo nalogo kvalitetno in strokovno in demokratično, jaz mislim, da je samo pozitivno in da koristi celotni Sloveniji, pa tudi politikom samim. Če zadeva pade recimo na referendumu, kot je ta zakon o vodam, je mnogo negativnih posledic in tista pozitivna komponenta, da bi se samo en člen popravilo, je pa relativno lahko realizirati. In apeliram na vas, da boste to v prihodnjih korakih naredili, ker ideja zakona je dobra, samo izvedba pa je slaba. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku dr. Matjažu Gamsu. Želi razpravljati še kdo izmed svetnikov in svetnikov? Da. Besedo ima državni svetnik magister Peter Požun. Hvala za besedo, dober dan želim. Na začetku moram povedati, da v državnem svetu smo imeli veliko izobraževanj na temo lobiranja. Ne. Smo se veliko na to uspeli tudi pripraviti, tako da preden začnem, ne, gospod državna sekretarka, nisem bil deležen lobiranja, kot ga predpisuje zakon o integriteti, pismo gospodarske zbornice seveda ne sodi v ta vidik, tako da to, kar je bilo v začetku povedano, ne, da smo bili deležni lobiranja, saj zame ne velja. To, kar je rekel kolega Antavor, ne, o kazni seveda drži. Ne. Zelo pogosto slišimo, Slovenija bo plačala kazen in podobne stvari. Ne. Zato, da se pravočasno udejanja evropska zakonodaja, odgovorna vlada in parlament. Časa je vedno dovolj, ni treba nič zamujati. Samo z ležernostjo potem pridemo na to. No pa to, kar bom zdaj je namenjeno nam, kolegice in kolegi, ne, včerajšnja odločitev državnega zbora in vlade, ne, ko so umaknili zakon in enega skenslali, ne, kaže na to, da so kolegi, ki so podali predlog za veto na zakon o nalezljivih boleznih, imeli prav, ne, in državni svet, ki ga je izglasoval tudi, ne, kajti dali smo priložnost vladi in poslancem, da še enkrat pripravijo nov zakon in tudi napovedane aktivnosti vezano na zakon o demografskem skladu so zgleda razbistrila določene misli, da je prav, če si vzamemo nekaj časa. Ne, in zato sem seveda zato, da danes spet to vlogo opravimo, ne, in damo možnost vladi in poslancem, da tudi na tem zakonu malo predahnejo zdajle v teh toplih dneh, ne, in se pripravijo nov predlog zakona, s katerim bodo seveda tudi te dileme razrešene. Hvala.
Zahvaljujem se državnemu svetniku, magistru Petru Požunu. Naslednji se je k besedi prijavil državni svetnik Branimir Štrukelj. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani predsednik, za besedo. Možnost, da povem, kaj bom izkoristil tako, da bom citiral dve stališči, ki se mi zdita pomembni. In sicer eno sta podpisala predsednika uprav oziroma poslovodenja Združenja kabelskih operaterjev Slovenije in pa Združenja slovenskih operaterjev digitalnih televizij. In sicer zelo kratko, novela zakona torej ne sledi ciljem direktive, temveč bo domače ponudnike audiovizualnih storitev, ki že tako vlagajo znatna sredstva v slovensko produkcijo in v nakup licenc za evropsko audiovizualna dela, še dodatno obremenila, medtem ko tuji ponudniki audiovizualnih storitev s tem prispevkom dejansko ne bodo obremenjeni. To je neko dejstvo. Še enkrat poudarjam, da je predstavnik Ministrstva za kulturo tudi na komisiji izpostavil, da ne vedo, kako bodo obremenili te tuje izvenevropske ponudnike z tem davkom. Še enkrat ponavljam, da Netflix slovenskim davčnim oblastem ne bo kazal svojih knjig. In da je to praktično iluzija, ki zgolj prikriva dejstvo, da v bistvu želimo obremeniti zgolj domače ponudnike. In še, kar se tiče Društva slovenskih novinarjev, izdajatelj televizijskega programa v Sloveniji mora tako ne glede na že tako visok odstotek lastne domače produkcije, 6% prihodkov, ki jih ustvari sam in z njim povezana podjetja, odvesti kot prispevek v sklad. Takšna rešitev v nasprotju z namenom direktive in ne vzpostavlja enakih pogojev na trgu. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Branimirju Štruklju. Ali želi razpravljati še kdo izmed državnih svetnikov in svetnikov? Ugotavljam, da ne. S tem je razprava izčrpana in jo zaključujem skladno s 43. členom Poslovnika Državnega sveta. Sedaj pa sprašujem predstavnico Ministrstva za kulturo, če želi podati dodatne obrazložitve. Da, na voljo imate 10 minut. Besedo ima dr. Ignacija Fridl-Jarc, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo. Torej, spoštovani, hvala za razpravo. Vsekakor pa je potrebno na določene izjave, ki so bile tudi se nanašale na Ministrstvo za kulturo, potrebno podati ustrezni odgovor. Prvo, kar je, prvotni predlog je dejansko vseboval 2% prispevka. Na odboru za kulturo je bila razprava in je poslanci predlagali, da se prispevek zviša na 6%. Tako je bil potem sprejet dodatni amandma in to ni bilo neka samovoljna gesta ali sprememba Ministrstva za kulturo. Drugo, trditev svetnika gospoda Štruklja, da domači ponudniki vlagajo v slovensko AV produkcijo, tuji pa ne, drži. Vendar je treba, to ni argument, s katerim bi lahko dokazali, da zato domačih in tujih ponudnikov ne rabimo enačiti. Direktiva zahteva enačenje. Kot sem poudarila, in lahko navedem še enkrat člen, direktiva zahteva izenačitev med domačimi in tujimi ponudniki in rešitve, ki so jih bile navedene, recimo v primeru Francije, je treba poudariti, kot sem tudi navedla, da Francija dodatne prispevke, s katerimi vlaga v AV produkcijo, že rešuje na osnovi druge področne zakonodaje.
Prav tako trditev, da Ministrstvo za kulturo ne ve, kako bomo obremenili Netflix in podobne, ne drži. Jasno je bilo na seji povedano, da bo to urejeno v okviru ob ustanovitvi sklada, ker šele to bo pravna podlaga za to, da lahko potem se zbira ta denar. Glede pripombe in implementacije direktive tega ne ureja tudi v drugih državah. Glede pripombe svetnika Gamsa, da naj se naredi tak zakon, ki bo zaščitil slovensko televizijo. Glejte, poudariti je treba, da sama novela določa vrsto izjem, za katere ponudnike obveznost ne velja, to so RTV, programi posebnega pomena, lokalni programi, tematsko usmerjeni programi, programi, ki imajo letni promet nižji od 200 tisoč evrov. Torej, govorimo zdaj o problemu prispevka največjih nacionalnih komercialnih ponudnikov AV medijskih storitev, ki imajo dovolj velik letni promet in zato ne govorimo o čisto vsej slovenski produkciji, če že na tak način govorimo. Prav tako pa bi še enkrat radi poudarili, da so domači ponudniki tisti, ki bodo seveda lahko participirali na sredstvih, ki bodo zbrana v skladu in bodo dejansko s tistimi sredstvi se bo pa dejansko, kar direktiva ne omogoča, ker direktiva govori o evropski AV produkciji, s tistimi sredstvi in po tistih kriterijih se bo pa dejansko lahko spodbujalo slovensko AV produkcijo. In prav tako so slovenski ponudniki zaščiteni s to določbo 16.b člena, ki piše, od zneska, ki ga je ponudnik zavezan prispevati v sklad, se odšteje davek od dobička, ki ga je za posamezno leto ponudnik audiovizualnih medijskih storitev plačal v Republiki Sloveniji. Prav tako govorite, kako je bila boljša rešitev, ko so bile še vključene investicije kot tista olajševalni pogoj za vplačevanje v sklad. Če bi te investicije ostale, kot sem povedala že uvodoma, to pomeni, da Netflix ne bi prispeval niti enega samega evra, ker bi z lahkoto dokazal investicije v evropsko AV produkcijo. Tako da res bi prosili, da ko govorimo glede tega zelo natančno, po črki zakona, tako kot tudi piše in tako kot tudi direktiva zahteva. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavnici Ministrstva za kulturo, dr. Ignaciji Fridl-Jarc, državni sekretarki. Sedaj pa imamo možnost podati dodatno obrazložitev predstavnik predlagateljice predloga odložilnega veta, Branimir Štrukelj. Ne želite? Potem lahko preidemo na glasovanje. Ali želi kdo izmed svetnic in svetnikov obrazložiti svoj glas? Da, Branimir Štrukelj, izvolite. No, seveda, ker sem kot predsednik komisije, ki je na nek način pozvala svetnice in svetnike k premisleku o tem zakonu, je jasno, da bom glasoval za veto, ker slišim, da ne bi prišlo do neke obstrukcije, da bi eni kolegi dvignili kartice ven. Zgolj povem, da to razumemo kot strinjanje z našimi argumenti. Hvala lepa. Želi še kdo obrazložiti svoj glas? Ugotavljam, da ne. Torej, lahko preidemo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o audiovizualnih medijskih storitvah, EPA 1725, pomišljaj 8, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Pozor,
Pričenjamo z glasovanjem. Glasovanje je zaključeno. Prisotnih je 22 državnih svetnic in svetnikov. Za veto je glasovalo 17, proti je glasoval 1. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo Državni svet sprejel s 17 glasovi za in 1 glasom proti. S tem smo zaključili obravnavo prve točke dnevnega reda in tudi izčrpali dnevni red današnje 26. izredne seje Državnega sveta. Zato jo zaključujem. Vsem se prav lepo zahvaljujem za sodelovanje na seji. Sejo smo zaključili ob 11. uri in 15 minut.